Leti, Violko! Violko! Rdečko! Ti tudi letiš? Seveda, ti tudi letiš! Seveda, lepo glej me. Ja, kje pa si ti dobil ta lep bel oblaček? Ta oblaček me je našel. Našel te je kako? Poslušaj, nekega lepega dne, ko je sijalo sonce, sem vzel svoje najljubše knjigice z najboljšimi zgodbicami in sem jih nesel ven na trato in sem užival in bral, ko je nenadoma priletel k meni ta oblaček. Neverjetno. Ja, veš, kako sem se ga ustrašil? Ja, še nikoli nisem videl oblačka od blizu. Seveda. In potem mi je rekel, da če mu preberem zgodbico, me odpelje na izlet po širnem nebu. Pa sva šla. Pa super! Ja, kje si pa ti našel tvojega prijatelja? Ja, da ti povem zgodbico, poslušaj. Nekega dne sem odšel v knjižnico in tam sem srečal knjižnega molja. Knjižnega molja? Ja, poslušaj. In knjižni molj mi je dejal. Kaj ti je dal? Nič mi ni dal, kaj mi bo dal. Knjižni molj mi je dejal. Rekel mi je, da pozna neznane leteče predmete, čarovniške metle in tudi leteče oblačke. Daj nehaj. Ja, in rekel mi je, da leteči oblački beli ti na nebu včasih radi poskusijo kaj novega. Zato mi je rekel, če bi odpotovala kam. Daj. In knjižni molj ti je zrihtal leteči oblaček, da se zdaj z njim voziš naokrog? Tako je. Wow, kaj če bi nekam skupaj poleteli? Super ideja! Pa dajmo, pojdimo v knjižnice. Gremo v pesniško knjižnico. Ali pa v Šentilj. Ali pa v Kongoto. Gremo v Maribor. Tam jih je ogromno. Pa še potujoče knjižnice so. Pa ja, veš kam? Gremo preveriti vrtce, kjer so naši prijatelji otroci, če kaj pojejo. Pa če kaj ustvarjajo, rišejo, pišejo, igrajo, lepijo. Plešejo, pojejo, rešejo. Ja, gremo pogledat. Pa gremo preveriti, če poznajo to zgodbico o oranžnem oblačku. Zgodbico o oranžnem oblačku? Pa ja, zgodbico o oranžnem oblačku, ki jo je napisala gospa pisateljica Vesna Trampuš. Poznaš Vesno Trampuš? Potem pa ne veš, kaj zamujaš. Skupaj jo pojdiva poiskat, kaj praviš? Pa dajva, po poti mi pa povej to zgodbo. Seveda. O oranžnem oblačku. Pridi, greva. Greva. O, Vesna, zdravo. Zdravo. Rdečko, poglej, to je Vesna Trampuš na oranžnem oblačku, ki je napisala knjigico oziroma zgodbico o oranžnem oblačku. Vesna, to je moj prijatelj zgodbožerček Rdečko. Me veseli. Joj, veš kako še mene veseli. Ja. Jaz naravnost obožujem pisateljice, pisatelje, pesnike in pesnice. Jaz tudi. Vesna, povej, kako je nastala zgodbica o oranžnem oblačku? Moja zgodba je nastala čisto po naključju. Pred nekaj leti sem bila na enem seminarju na enem gradu, ki je trajal 3 dni. Moji otroci so bili še majhni. Tam je bilo sicer zelo zanimivo in veliko stvari se je dogajalo. En dan je bil posvečen plesu, drugi dan je bil posvečen glasbi, tretji dan je bil posvečen likovnemu ustvarjanju. Ampak jaz sem po toliko dneh že vseeno pogrešala svoje otroke, ki so bili takrat še majhni. In na eni točki, ko smo pri likovnem ustvarjanju delali preko vodene vizualizacije, se mi zdi, da sem ravno takrat ob misli na svoje otroke nekako začutila tiste 3 oblačke in tako je najprej nastalo likovno
Šele kasneje sem dala zraven besedilo. Čudovito. Torej so ti trije oblački na nek način tvoji trije sinčki. Ja, res je. Kako lepo. Kaj so se oni tudi kdaj kregali? Ja, jaz mislim, da ravno tako kot vsi ostali otroci, znali so se imeti radi, znali so se skregati, znali so si nagajati, ja, pa znali so si tudi pomagati, pa se skupaj zabavati, pa se fajn imeti. Pa ko so se skregali, so potem se tudi oprostili, pa so potem skupaj stopili, pa so se imeli lepo, ne? Ja, tako kot pravi bratje. Kako lepo. Vidiš. Vesna, povej, kaj pa drugače rada bereš? Rada berem. Zelo rada berem pravljice, zelo rada berem tudi mladinsko literaturo. Seveda pa posežem tudi po kakih odraslih knjigah, tudi po strokovni literaturi, ker pač moram. Kaj pa še drugega počneš? Včasih se mi zdi, da je dan že kar prekratek, kaj vse bi rada počela. Zelo rada kvačkam, pletem, zelo rada slikam, rada kaj narišem. Zelo rada se ukvarjam z mojo psičko, zelo rada hodim z njo na dolge sprehode, zelo rada kuham, velikokrat kakšne marmelade, sokove. Rada se ukvarjam z rožami, poskrbim, da lepo rastejo in lepo cvetijo. Zelo rada tudi vrtnarim. Wow, Ne zmanjka idej. ogromno. Vesna, povej, kmalu bova Rdečko in jaz in Zelenko bomo obiskali vrtce, pa me zanima, kaj bi ti sporočila otrokom v vrtcih? Ja, najprej bi jim sporočila, naj veliko poslušajo pravljic, naj ostanejo dolgo otroci, naj ohranijo veliko, veliko domišljije. Vsem tistim, ki pa gredo v jeseni v šolo, pa želim, da bi uživali v šolskih klopeh, da bi upili vso znanje, ki jim je tam nudeno, da bi se čim prej naučili brati, da bi se lahko sami potopili v svet pravljic, v svet knjig. Čudovito. Super. Ja, Vesna, nič, lepo se imej, lep vikend ti želiva in prijetne prihajajoče počitnice. Hvala. Hvala enako. Uživaj!